Velikokrat sem rekel, ne bežimo od odgovornosti, tudi za vse tiste vadbe, ki so bile zdaj dane. Jaz bom svojo nedolžnost dokazal na sodišču, tam, ko se dokazuje. Opozarjam pa to družbo slovensko, da že lep čas vlada dvojni kriteriji v tej državi, ki preveč smrdijo na politiko. Mene so kriminalisti kazensko ovadili, da sem zlorabil svoj položaj, zato ker sem predlagal mestnemu svetu, da potrdi prodajo stvarnega premoženja, to je zemljišče za pravoslavno cerkev. In to zemljišče smo mi prodali na dražbi, kjer se ima vsakdo pravico prijaviti na dražbi. Kriminalisti mi očitajo, da v zameno za to, ker sem to predlagal mestnemu svetu, ker je mestni svet to sprejel in ker so se edini prijavili na dražbi, da sem dobil pravoslavne ali srbske glasove na volitvah. Zdaj vas pa sprašujem, gospod Zoran Janković je mestnemu svetu, mestne občine Ljubljana, predlagal za častnega občana gospoda Stanovnika. Naši častni občani dobijo sliko mariborskega umetnika. Ta gospod, častni občan Ljubljane, pa tega istega župana na volitvah javno podpre. Mi znate zdaj povedati, čem je razlika med mano in med gospodom z Ljubljane? Med enim predlogom in drugim predlogom? Ta mu je javno obljubo podporo na volitvah in ga javno podpr, šel ga nagovarjati. Sprašujem šefa kriminalistov, ki se zelo trudi v moji zadevi, gospoda Fanka Marjana, če ti kriteriji veljajo tudi za koga drugega še, ne samo za mene kot mariborskega župana. Jaz ne vidim tu razlike. Mene so pravoslavci v Maribori volili, gospoda Jankovića pa okrog Stanovnika, pa je pred tem dobo na njegov predlog postal častni občan, pa verjetno neko darilo. Materialno darilo, tako kot naš častni občan. Čem je razlika? Nije. Problem je samo v tem, da imamo dvojne kriterije. Prejšnji teden sem nakazal, da bom